Ja, torej ideja o brkatem somu izvira iz te, tako rečem, knjige Bobri, kjer je bila ta legenda o brkatem somu, torej velikem somu, ki je prihajal na gladino, kamor so ljudje prinašali novorojenčke in seveda verjeli, da ta brkati som, ko se jih dotakne, vanje torej spusti, da temu tako rečem vdahne pravzaprav dušo in da se tudi duše umrlih potem vračajo tega brkatega soma. Tako da je ta brkati som nekako predstavlja rojstvo, modrost, torej nekaj pozitivnega in mi se v tem tudi pač navizujemo tudi na svojo legendo, ki jo imamo pri nas v hostlu, pesojedega soma, ki pa govori o tistem somu, ki je pa jedel pse. Tako da smo mogoče se torej po dogovoru z mestno občino smo se odločili za malo bolj pozitivno legendo, da damo torej nekaj pozitivnega, seveda bomo pa tukaj promovirali obe legendi oziroma pravzaprav vse legende, ker naša vodja kavarne Ivana Ristič pod njenim vodstvom bojo tukaj izvedene različne delavnice v povezavi s temi legendami. Poleg teh delavnic bojo torej glasbeni večeri, tako kot slišimo danes, druge animacije, pikniki. Obiskovalci bojo lahko tudi izkušali različne športne dejavnosti. Veseli smo, da smo se tudi z okoliškimi kmetijami začeli povezovati, tako da dogajanje bo pestro in široko. Poleg teh standardnih, da tako rečem, kulinarične ponudbe in pa kulturne, smo pa k sodelovanju povabili tudi Bananaway. Bananaway danes že prvič ekskluzivno, da lahko temu rečemo, že ponuja supanje. Mi se tega sodelovanja veselimo, danes ga lahko obiskovalci že preizkusijo in seveda v nadaljnjih dneh so že del te energije. Seveda pa načrtujemo še tudi druge aktivnosti, tako da sem zelo vesela, da že danes lahko to obiskovalci tudi preizkusijo. Seveda bomo pa povabili čim širši krog tako različnih športnih društev in pa seveda tudi kmetij, s katerimi smo že začeli sodelovati pri kulinariki in tudi danes obiskovalcem strežemo same domače dobrote. Tako, ker sem omenila domače in pa sveže, in sicer vsa ta ponudba, ki jo pripravlja naša vodja kavarne Ivana Ristič, ki ima tukaj bogate izkušnje. Seveda pa tako, ker sem vodoma povedala, večina želimo, da je pač domače in pa iz te okoliške proizvajalce. In to smo tudi danes že začrtali in to ponudbo bomo tudi pač nadgrajevali od domačih peciv in podobnih dobrot.